Živijo sem in pozdravljeni spet nazaj na mojem kanalu. Long time no see, oziroma ko boste ta video gledali, bo ziher bil gor že vlog, tako da pejte si ga pol tukaj prečekirati. Ampak že ful časa sem vam obljubljala tale video in sicer gre za video, kjer vam predstavim in pokažem vseh 13 modelov umetnih trepalnic znamke Diamond Lashes. In ja, kakor veste, sem tudi jaz s to znamko naredila svoj model trepalnic. Ta model se imenuje Karina, ampak do tja bomo še prišli. Gremo lepo po vrsti. Ok, znotraj te znamke Diamond Lashes obstajata dve liniji umetnih trepalnic in sicer prve so 100% human hair umetne trepalnice, dobite jih v takem pakiranju in te trepalnice so v bistvu namenjene bolj za take nežne make-up looke oziroma za make-upe, kjer ne potrebujete tistih res dramatičnih umetnih trepalnic, oziroma po želji, če jih niti ne želite tiste nositi, so te idealne. Ful so lahke, ko jih imate enkrat gor, se ne čutijo, tudi jaz imam danes enega izmed modelov gor, vam bom pa povedala, kjer ga točno. Gremo na prve trepalnice, to so te, ki sem jih že imela v roki cel čas, tole je model Luna. Tukaj ob strani imate pač nalepkico z imenom, tako da veste, v pač kjerem modelu so določene trepalnice v škateljci. In Luna trepalnice so v bistvu najbolj, bom rekla, najbolj take minimalistične, nežne, neutralne, če hočete, in so v bistvu primerne za katerokoli obliko oči. So pa tudi najkrajše po dolžini dlačic, kar pomeni, da ne bojo prišle ful izrazite. To bi jaz brala recimo v primeru dnevnega videza ali pa mogoče za kakšno nevesto, ki noče imeti izrazito poudarjenih trepalnic. Naslednji model so Astra trepalnice. Astra trepalnice so v bistvu cat eye model. Zelo podobne so, kot boste pol videli, tudi modelu Estelle. Razlika v modelu Estelle in pa Astri je v bistvu v tem, da je Astra mogoče v dolžini dlačic mečkan krajša, ampak mečkan bolj gosta. Pri Estelle, kakor pa zdaj vidite na sliki, so pa dlačice mečkan daljše v zunanjih kotičkih, ampak po celotnej dolžini traku so pa mogoče mečkan bolj redke. Tako da, odvisno kakšen look hočete, pač zberete svoj model. Meni osebno sta oba modela super, na moje oči tudi dobro pašeta, tako da jih redno nosim. Ok, zdaj smo obdelali že 3 modele, še 3 imamo. In naslednje so trepalnice Ariel. Zdaj, Ariel trepalnice, kakor vidite, so v bistvu najdaljše dlačice, tudi najbolj goste so. In ta model je v bistvu namenjen velikim očesom oziroma velikim učkom, ki pa hkrati morajo imeti zadost prostora med, to se pravi med linijo trepalnic in pa med obrvjo. Se pravi, veko morajo imeti precej razširjeno oziroma zadost prostora, ker, kakor sem rekla, dlačice so precej dolge in ko boste imeli odprte oči, če ne bo tukaj zadost prostora, ko boste gor pogledali, znajo iti trepalnice čez obrvi, to pa itak vse vemo, da ne izgleda dobro. Tako da za Ariel trepalnice jaz predlagam, da pač si jih zberete punce, ki imate mogoče mečken večje učke, pa malo več prostora na veki. Gremo zdaj še na zadnja 2 modela. Zakaj sem ta 2 pustila za na koncu? Ker sta precej različna od vseh teh 4, ki sem jih do zdaj omenila. In sicer to sta modela Elara in pa Thea. Elara in Thea model, kakor boste videli na sliki, sta v bistvu različna zaradi tega, ker sta narejena na križ-kraž. Se pravi, če boste pogledali v loku na trepalnicah, so dlačice postavljene navzkriž, kar pač pomeni, da da en tak malo bolj messy oziroma malo bolj tak natur videz tudi na očeh, ki jih imate gor. Ok, zdaj, jaz imam danes gor Thea trepalnice, tako da vam bom mogoče pol še od blizu pokazala, kako to izgledajo. Ampak, kakor vidite tudi na slikah, razlika med modelom Elara in pa modelom Thea je pa v bistvu samo v tem, da so Elara krajše po dolžini dlačic in pa po dolžini traku, tako da so bolj primerne za manjše učke. Model Thea je pa pač daljši v traku in tudi po dlačicah, tako da je bolj primeren za kakšne srednje do večje oči.
Tako da, ja, evo, da vam še pokažem, kako izgledajo na meni model trepalnic Thea. Ja, tako kot sem rekla, te trepalnice so za 10-kratno uporabo, če jih paste. Zdaj vam bom kar takoj povedala, kaj to pomeni, da jih paste. Torej, prva stvar, ki je zelo pomembna, je, da jih vedno po uporabi očistite, to se pravi, da lepilo iz traku, če karkoli gor na traku ostane, dol vzamete oziroma ga očiste dol in nujno jih shranite v škatlico. Zakaj? Zaradi tega, ker trepalnice morajo obdržati ta lok, da jih potem naslednjič lažje nanesete na oči. Druga stvar, ki jo je nujno treba upoštevati pri tem, če hočete čim dlje obdržati oziroma uporabljati en par trepalnic, je, da maskaro vedno nanesete najprej, šele pol nanesete umetne trepalnice in ko imate enkrat umetne trepalnice gor, maskare več ne dajete na zgornje trepalnice. Zakaj? Enostavno iz enega razloga, zaradi tega, ker če boste maskaro kasneje dajale gor, se bo začela nabirati v grudicah na umetnih trepalnicah in boste pol to ali mogli čistiti dol, kar je zelo težko, pač da ne poškodujete trepalnic, ker vseeno morate vedeti, ker so te trepalnice toliko nežne, lahke in pa natur, so ful delikatne, tako da morate nežno in previdno delati z njimi, ne jih pregrobo prijemati, čistiti, kukorkoli. In ja, če boste maskaro čez dajale, boste to mogli ali dol ščistiti, kar spet pravim, da zelo velika verjetnost obstaja, da jih boste mogoče poškodovali. Druga stvar pa, če maskare ne boste ščistile dol, bo to recimo v enem 3., 4. nanosu, če boste v takem postopku jih uporabljale, ne bojo več izgledale lepo, ker bo pač preveč maskare gor, grudice se bojo naredile, dlačice se bojo skupaj sprejele. V bistvu je enako, kakor če maskaro prevečkrat nanesete na svoje naravne trepalnice. Gremo zdaj naprej na mojo najljubšo kolekcijo oziroma drugo kolekcijo pri tej znamki in znotraj te kolekcije je tudi moj model. Ta kolekcija se imenuje 3D Luxury Silk, kar pomeni, da so trepalnice vse narejene v 3D modelih in pa iz luksuzne svile. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko boste trepalnice prijele, prvo kot prvo ni živalskega izvora dlaka, se pravi dlačice, ki so uporabljene na trepalnicah, niso živalskega izvora, kar je ful pomembno, zaradi tega, da nobena žival ne trpi, ko se ti trepalnice delajo oziroma ne rabijo trpeti. Druga stvar, kaj to pomeni, trepalnice so ekstra mehke, fluffy, take, kako bi rekla, lahkotne izgledajo na očku, tudi niso težke za nošnjo oziroma, tako bom rekla, če ste navajene nositi 3D trepalnice, bodo to ene izmed najlažjih, ki ste jih kadarkoli uporabile. Gremo kar na modele trepalnic in sicer prvi model, bom začela spet od najbolj natur modela, pa pač bomo stopnjevali do najbolj dramatičnega oziroma najbolj gostega modela. Ok, torej prvi model so Anaya trepalnice. Meni so ful všeč te trepalnice, čisto iskreno, na meni te trepalnice ne pridejo ful veliko do izraza, tako da jih pač niti ne nosim, ampak imamo potem alternativo, če hočete imeti 3D, ne preveč gostih, ampak še vedno malo bolj opazne od modela Anaya. In sicer to je model Amara. Če čisto iskreno povem, jaz jim rada rečem baby sister oziroma mlajša sestrca od mojega modela Karina, ki bomo majčkeno kasneje do njega prišli. Tako da, če želite imeti vseeno 3D trepalnice, ne preveč gostih oziroma ne preveč dramatičnih, bi vam jaz predlagala enega od teh dveh modelov, se pravi Anaya ali pa Amara. Še ena stvar, ki pa je razlika v teh dveh modelih, je pa to, da so Anaya trepalnice v obliki cat-eye, se pravi v notranjem kotičku so krajše in potem se proti zunanjemu kotičku podaljšajo oziroma so daljše dlačice, medtem ko Amara trepalnice imajo v bistvu v notranjem in zunanjem kotičku najkrajše trepalnice in potem se v bistvu stopnjuje bolj proti sredini, ko grejo dlačice daljše so, tako da so v bistvu na sredini veke najdaljše, kar pa tudi dodatno odpre pogled. To je model D, kakor vidite so trepalnice precej bolj goste od prejšnjih dveh modelov, ki sem jih pokazala. In ja, jaz imam ful rada dramatične, močne trepalnice, ker takrat, ko se namažem, imam pač rada, da mi naredijo neko dodatno razliko na obrazu in meni trepalnice
umetne trepalnice res naredijo tisto piko na i. In tale model D, kakor vidite, je tudi v stilu Cat Eye, ampak je pa precej bolj gost od modela Anaya. Pa pridemo do mojega modela, model Karina. Kakor vidite, so spet mečkam bolj goste, daljše dlačice in spet oblika trepalnic so v bistvu razporejene tako, da so v zunanjem in notranjem kotičku mečkam krajše, potem pa vedno bolj proti sredini, ko grejo dlačice, vedno daljše so. So pa tudi v bistvu narejene tako čopkasto, če se vidi, mogoče, če ne boste videli na sliki, ki vam jo bom vstavila. To pomeni, da izgledajo v bistvu po čopkih, kar sem jaz ugotovila, da v bistvu meni najbolj ustreza na moje oči. Tako da moje trepalnice so limited edition, kakor tudi Nadine Anaya. In to pač pomeni, da ko bodo enkrat razprodane na spletni strani, nažalost ne bodo več dosegljive, ampak ja, jaz si moram zalogo narediti, oziroma jo že imam narejeno, tako da bom lahko čim dalj uporabljala ta model trepalnic. Ok, potem pa pridemo naprej na model Stella, da vam ga pokažem. Model Stella in pa model Kalista. Dost ljudi, oziroma dost punc na začetku ne loč, kako bi rekla, razlike, oziroma ne loč teh dveh modelov. Tudi jaz sem imela na začetku težavo, zakaj? Zaradi tega, ker v škatlici iskreno izgledata ful podobno, ampak ko sta ta dva modela enkrat na učku, pa izgledata totalno drugače. Vam bom vstavila obe slikce primerjavo, kako izgleda model Stella in pa kako izgleda model Kalista. Model Kalista so v bistvu malo bolj take čopkaste, jaz jim rečem spajki, trepalnice. Model Stella so pa v bistvu take dost goste, tudi mogoče mičkan spajki, ampak ne toliko, kakor so Kalista. Ok, in potem imamo na koncu še model Sky. Zdaj ta model je, bom tako kar iskreno povedala, na začetku, ko ga vidite v škatlici, vas lahko malo odbije, zaradi tega, ker je ful gost, ful močen model, res so dolge trepalnice, ampak naj vam povem, da ko so te trepalnice na očeh, izgledajo noro lepo, noro lepo. Celoten pač stil trepalnic je spet Cat Eye, tako da imate v bistvu 3 različne verzije Cat Eye trepalnic oziroma modela trepalnic. Glavnem, kaj sem hodila povedati še za zadnjo stvar je, da so, mislim, da te trepalnice že proti koncu z zalogo. Tako da, meni se zdi, da jih je na voljo še manj kot 10. Če imam pravo informacijo, jih je na voljo manj kot 10 na spletni strani in če hočete imeti te trepalnice, pohitite in si jih naročite pravočasno. Ok, to je zdaj vseh 7 modelov iz te linije oziroma kolekcije trepalnic 3D Luxury Silk. Kakor sem že rekla, te trepalnice so 3D, kar pomeni, da so dlačice razporejene v večjih nivojih, kar zgleda na učkih zelo lepo. Lepilo, kakor sem obljubila, da vam povem, katerega je najboljš uporabljati. Zdaj, znamka Diamond Lashes, če jim boste pisali oziroma če jih vprašate, vam bojo isto lepilo predlagali. To je lepilo Duo. Jaz ga imam v tem zeleno-belem pakiranju. Zakaj? Zaradi tega enostavno, ker je to lepilo iz pač te znamke, ki je namenjeno za občutljive oči, kar imam sama. In pa tega isto uporabljam za stranke, ker ne hlapi in ne draži učka. Ampak meni je predvsem všeč še to, da pride z čopičem oziroma aplikatorčkom. Ok, gremo zdaj na ta zabaven del, to so cene in pa popusti. Zdaj, cenovno so umetne trepalnice iz kolekcije Human Hair 8 €, tele 3D trepalnice so 29 € in lahko jih naročite na spletni strani diamondi-makeup.com ali pa lahko jih dobite tudi osebno, pač z osebnim prevzemom pri meni ali pa pri Doroteji. V kratkem, mislim, da bodo na voljo tudi v nekaterih salončkih oziroma trgovincah v Ljubljani, ampak za vse informacije, ki se bojo trepalnice lahko osebno kupile oziroma prevzele, dajte mogoče raje slediti pa prečekirati njihov Instagram, ker bo tam vse točno objavljen. Instagram profil Afna Diamond Lashes, pejte pofollowati, da boste na tekočem z vsem, kar se bo pri njih dogajali. In pa gremo zdaj na res ta zabaven del, to so popusti.
Kakor vem, do zdaj še niso imeli nobenih popustov, kar pomeni, da bo za prihajajoči petek, 23. novembra, Black Friday, prvič popust na te trepalnice. Hkrati pa pripravljajo tudi Cyber Monday, mislim, da akcije, kar pomeni, da punce prišparite svoj denar, če želite te trepalnice, in vam iskreno priporočam, da si jih nabavite zdaj, ko bodo te akcije Black Friday in pa Cyber Monday. Hotela sem pač reči, no, Black Friday so mi rekli, so mi potrdili, da bo 20% popust na katerikoli model trepalnic, na Human Hair kolekciji in pa na 3D Luxury Silk kolekciji, medtem ko Cyber Monday še zaenkrat ostaja skrivnost, kaj bodo imeli, ampak so rekli, da bo tudi ful dobra akcija. Hotela sem v bistvu samo še to povedati, da, kakor veste, se bliža praznični čas, december prihaja svetlobno hitrostjo, pač tukaj je praktično že pred vrati, in dejte mogoče, če ne boste dobili svojih trepalnic oziroma če ne boste hoteli že zdaj naročiti za Black Friday in pa Cyber Monday, pač če ne boste hoteli s popustom naročiti trepalnic, dejte mogoče počakati tam zadnji teden pred Božičem ali pa par dni pred Božičem, ker vem, da imajo nekaj naplaniran, ne smem še povedati točno kaj, ampak ful bo zanimivo in definitivno ne smete pozabiti slediti temu profilu na Instagramu, ker to, kar se zdaj pripravlja za december, bo noro. Jaz lahko sam rečem, da bo ful enih punc bo srečnih, tako bom rekla. To je vse, kar vam lahko povem in ja, to je tudi vse za ta video. Jaz upam, da ste dobile približno predstavo o tem, kakšne modele imajo pri tej znamki, za kakšne oči so primerne trepalnice. Verjamem tudi, da če boste na spletni strani pogledali, pa vam še ne bo jasno, kje trepalnice bi bile za vašo obliko oči, lahko pišete na lashes@diamondy-makeup.com ali pa pač poiščete njihov mail na Instagram profilu oziroma na spletni strani, jim napišete, pa vprašate vse, pomagali vam bojo z veseljem. Punce, dajte res prečekirati, to so ene izmed najbolj luksuznih in pa, bom rekla, prijetnih za nošnjo umetnih trepalnic tukaj na slovenskem trgu in tudi na svetovnem. Tako da, ja, to je to za ta video, jaz upam, da ste dobili vse informacije. Če vas še karkoli zanima glede teh trepalnic, mi pustite v spodaj v komentarju svoje vprašanje, lahko mi tudi na Instagramu napišete, vam bom z veseljem odgovorila. In to je to, hvala, da ste me gledali, se vidimo naslednjič. Čau!